Lepo pozdravljene gledalke in gledalci. Tale poletni zgodnjejulijski dan je kot nalašč za klepet o poeziji. Zato začnimo kar s poletnimi verzi naše današnje gostje. Poletje žari od bleskih listov, zdaj že gladkih, voščenih. V zraku razbrzdan vonj medu, v cvetnih čašah vse je zaposleno. Še jaz hitim navznoter. Danes v studiu Idrijskih novic gostimo priznano slovensko pesnico, esejistko in kritičarko gospo Barbaro Korun. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Idriji. Lepo pozdravljeni. Najprej mogoče kakšni so spomini ali asociacije na to poletno pesem, ki smo jo slišali uvodoma? Ja, najprej sem se morala prav spomniti, kje je, zdaj vem, da je v tej zbirki, sem se potem spomnila in ja, poletje je poseben čas, ker je sonce na višku moči in sonce je pravzaprav tista sila, ki nas poganja vse. Ne vem, če se zares zavedamo, da vse, kar je na zemlji, je pravzaprav posledica sončevega ogrevanja, klorofila in vse. Tako da je to poseben čas, ja. Mogoče tudi zato v tem posebnem času te dni, letos že drugič, prirejamo in potekajo drugi Šinkovčevi dnevi poezije, posvečeni vojskarskemu rojaku, pesniku, pisatelju in uredniku Črtomirju Šinkovcu. In v okviru tega projekta smo vas povabili kot mentorico literarne delavnice oziroma literarne raziskovalnice. Ampak preden nam zaupate svoje prve vtise o Idriji in o današnji delavnici, naj omenim dve povezavi, ki sem jih našla med vami in našimi Šinkovčevimi dnevi poezije. Prva je ta, da je kar nekaj Šinkovčevih pesmi uglasbenih. Vi pa ste z leta 2006 svetovno znanim tolkalistom Zlatkom Kavčičem izdali CD oziroma zvočno knjigo Vibrato tišine s pesmimi Srečka Kosovela. Ja, to je zelo lepe spomine imam na to. Jaz sem pač recitirala in je bilo izjemno pač sodelovati s pesnikom, ki ga imam tako rada, in to zvočno pokrajino, ki jo Zlatko Kavčič uspe ustvariti v svojem, res lep spomin. So tudi kakšne vaše pesmi že uglasbene oziroma posnete? Ker zdaj so te zvočne knjige zelo aktualne, zelo trendi. Mislim, da so, ampak čisto natančno pa moram reči, da ne bi vedela. Jaz v bistvu dovolim vse, če me sprašujejo, ali lahko uglasbimo, torej ta vprašanja sem dobila. Potem sem samo vesela, tako da ja, je, kakšna je uglasbena, ja. No, druga povezava je pa ta, da je vaša peta pesniška zbirka z naslovom Čečica motnjena od ljubezni iz leta 2014 nastala v okviru postaje Topolove. To je umetniški festival, ki ga že 26 let prirejajo krajani v eni odročni slovenski vasi Topolove na meji med Slovenijo in Italijo. No, mi pa smo v letošnjih Šinkovčevih dnevih poezije v pesniškem natečaju za odrasle razpisali posebno kategorijo za Slovence v zamejstvu in po svetu in bil je kar velik odziv. 21 ustvarjalcev se je odzvalo z različnih koncev, eden tudi iz Špetra, eden iz Rezje, s pesmimi v rezjanščini in eden iz Nabrežine. Kaj menite o tej povezavi? Tudi na tem današnjem tečaju sta dve udeleženki iz teh krajev, prav blizu Topolovega, torej iz Benečije. In moram reči, da je bilo moje 10-dnevno bivanje v tem kraju, ki so ga uspeli rešiti pred izpraznjenjem in uničenjem s tem, da so ga spremenili v pravzaprav umetniško rezidenco, da je to vas, ki se je obnovila in v kateri vztraja še zmeraj nekaj stalnih naseljencev, da se je uspela ohraniti prav skozi umetnost. In se mi zdi, da je to dober načrt ali pa dobro vodilo, kako lahko
ohranjamo kulturno pomembne vasi tudi na Slovenskem. In zato se mi zdi, ne samo zato, ampak ta pobuda po Šinkovčevih dnevih zelo, zelo pomembna in sem zelo vesela, da sem povabljena, da sodelujem. No, kot ste omenili vasi, lansko leto, ker je prireditev lahko potekala v živo, smo jo pripravili na Vojskem. Vojsko je sicer še vedno zelo živa in vedno bolj živa in tudi kulturno zelo dejavna vas, ampak vseeno s temi Šinkovčevimi dnevi verjamemo, da lahko še pripomoremo k tej kulturni atmosferi, tako te vasi kot širše našega idrijskega območja. No, zdaj pa k delavnici kreativnega pisanja. Za vami, če rečeva malo bolj po športno, je prvi polčas druženja z udeleženci te delavnice. Kakšno je vzdušje, kako je s pesniškim navdihom, je že nastalo kaj zanimivega? Zelo sem na sredi dogajanja in z zanimanjem in navdušenjem pričakujem, kaj se bo zgodilo v drugi polovici. Do zdaj smo ena zelo luštna skupina 10 udeležencev in pač mene 11, no, z mano vred. In z vseh koncev Slovenije, torej na prvo presenečenje, od Maribora do Benečije, res pa je, da je največ tudi Primorcev. No. In je to bogatstvo ne samo zaradi različnih kulturnih okolij, različnih narečij, ampak tudi zaradi različne starosti. Mislim, da je najmlajša udeleženka stara 15, najstarejši pa se bliža 70. letu in tudi poklici, ki smo jih opravljali, so različni. Torej, jaz sem poklicno tudi pesnica, vsi drugi pa se s tem ukvarjajo iz nekih drugih vzgibov. Ampak to, kar nas druži in kjer smo našli skupni prostor, je prav poezija. In sodelujemo oziroma delujemo na tak način, da smo drug drugemu mentori in do zdaj smo obdelali 4, bi rekla, pesmi udeležencev, tako da vsi delamo skupaj. Čaka nas še 6 popoldne, imamo pa res tudi več, 1 uro več popoldne, kot smo imeli dopoldne, tako da mislim, da se bo ravno prav izteklo. In tako število 10 se mi zdi, da je izredno primerno za tak način dela, zato ker v večjih skupinah se ljudje ne upajo tako hitro govoriti oziroma prijaviti k besedi. V manjših je pa premajhna razlika, ker tisto, kar nas bogati, je prav razlika. Namreč iz istega se ne moramo nič novega naučiti. Naučimo se samo, če imamo pred sabo izziv, ki ga prinaša nek drug pogled. In ker je letos taka srečna okoliščina, da je kar precej drugih pogledov, ki jih udeleženci tudi zelo vehementno in tudi zagovarjajo, je potem bilo hkrati zelo prijetno in zelo plodno. Tudi zelo veliko so vsi sodelovali, ne samo jaz. Jaz nekako samo postavim okvir in potem se oglasi tisti, ki ga pač tema ali pa pesem pritegne, in je to zelo tako, na spontan način. No, ravno to sem vas želela vprašati, kakšen je vaš koncept oziroma načrt vodenja teh delavnic? Ja, moje mnenje je, da jaz sem sicer strokovnjak in tudi poklicno, tudi s šolanjem in tako naprej, s svojim prejšnjim delom kot profesorica, skratka imam neko strokovno zaledje in imam izkušnje pač pisanja dolgoletne, imam pa tudi dolgoletne izkušnje mentoriranja, to posebej v sklopu Javnega sklada za kulturne dejavnosti,
še prej, preden sem postala prav pesnica, sem že mentorirala. Tako da pravzaprav združujem med sabo tako strokovnost, tako svoje praktične izkušnje, kot tudi znanje, ki ga zdaj nabiram v okviru psihoterapevtskega dela, da rečem, kako povedati. Ne? Se pravi, ni vseeno, kako pristopiti k človeku na način, ker moja globoka želja je spodbuditi ljudi, ne da bi nekdo nehal pisati ali pa da bi, ne vem, se zakrknil, skratka, ampak ravno obratno, kako osvoboditi avtentičnost, navdih vsakega, kako pokazati morda neko pot, kjer se odpre nova pokrajina, nove širjave, novi izzivi. To bi rada, to mi je pomembno in upam, da bo, zelo sodelujejo, upam, da bodo tudi udeleženci kaj tega odnesli s seboj domov. No, v tej vaši zbirki Razpoke sem našla eno zanimivo pesem z naslovom Kako napišeš pesmico. Bi nam jo prosim prebrali. Kako napišeš pesmico? Najprej se olupiš. Vzameš nožek za lupljenje in postrgaš sebe vso kožo. Skozi pore pridre sladka in slana tekočina. Potem greš živa vaba na sonce, v morje slano, v vetrovno puščavo in čakaš na besede, da se prilepijo, da pičijo in ostanejo. Ko si vsa pokrita z njimi, se vrneš zastrupljena, izdreš iz sebe besedo za besedo in jih poravnaš v vrste. Na koncu peline ti ostanejo majhne brazgotine. No, danes se verjetno niste tako lotili pisanja pesmi, Ne? ampak majhne brazgotine pa bodo verjetno ostale na koncu. Ja, res je. Pisanje in izpostavljanje kot avtor, nastopanje ni majhna reč. Se pravi, se moramo v sebi kar spopasti z marsičem, da se sploh lotimo tega. In potem zmeraj pridejo tudi negativne, ne samo pozitivne kritike in tudi s tem se je treba spopasti. In še s tem se je treba soočiti, s to željo iti naprej, delati to, kar rad delaš. In najti pravzaprav ravnotežje med vsem tem ni lahko, ampak se da, te brazgotine so, jaz jih jemljem kot neko sled, ko jih zagledam, si rečem, to je moje življenje, to sem že naredila, to je že za mano in mi da neko moč, neko podporo, da se lahko s čim večjim spopadam tudi naprej. No, in čeprav menda zelo radi vodite literarne večere, še bolj pa vodite te delavnice, bi rekli, da je vseeno vaša primarna, recimo temu, preokupacija pesnjenje, drži? Ja, to je res. In zanimivo, nekje sem prebrala, da naj bi bili vaši pesniški očetje Dane Zajc, Edvard Kozbek in Tomaž Šalamun. To so sama velika imena in odlična dota za vas. Ja, res je. Takrat sem bila čisto mlada pesnica in sem pozabila na vzornice, torej na ženske. Tako da je ves moj ta čas, odkar sem objavila prvo pesniško zbirko, tega je že več kot 20 let, posvečen tem, da iščem tudi ženske, torej mame,
In ne samo mame, ampak tudi tovarišice, prijateljice in sestre, da rečemo v tem besedišču, in tudi hčerke in vnukinje. In to, kar z veseljem spremljam in s čimer se tudi ukvarjam v okviru projekta Pesnice, je, da spremljam to produkcijo avtoric in ugotavljam, kako so danes na Slovenskem, torej ženske avtorice, pesnice, odlične, raznovrstne, močne, z vizijo, pogumne, skratka, same superlative imam. Zelo sem vesela, da se je to tako razcvetelo v teh letih. Se pravi, ne drži to, kar ste v bistvu v prvencu Ostrina Miline, ste v pesmi z naslovom Pismo Tomažu Šalamunu zapisali: Še zmeraj mislim, da je prostor poezije za ženske prepovedan, da sem pokrivem tu. Ne bo kazni, a pravilo je prekršeno. Torej, to ste zapisali leta 1999. Po dobrih 20 letih, kot ste govorili prej, se zdi, da vendarle ta prostor za poezije za ženske ni prepovedan. Ne, tudi takrat seveda ni bil. Ampak gre za neko moj notranji odziv na to, kar je bila pravzaprav družbena realnost. In družbena realnost je bila taka, da razen Svetlane Makarovič, morda pred njo Lili Novi, morda še se je kdo spomnil Ade Škerl, ampak takrat ne, moram reči, da je bila že pozabljena, Saše Vegri, pravzaprav ni bilo nekega takega močnega imena, medtem ko so pač ta moška je bila. In se mi zdi, da če želi biti družba uravnotežena, ne samo, ne govorim o pravičnosti, govorimo o nekem modrem življenju, mora biti uravnoteženo tudi to. Ženske smo, državljanke smo velik polovico človeštva in ne samo, da je prav, ampak je modro in je potrebno, da se sliši tudi naš glas. Vseeno ostaniva še malo pri očetih. Vaš resnični oče, če smo prej govorili o pesniških očetih, je znani gledališki režiser Mile Korun, vaša mama pa radijska režiserka Rosanda Sajko. Gotovo ste bili že zgodaj vpeljani ali posvečeni v ta gledališki prostor. To je res. Moram reči, da tudi naša kosila, kadar smo sploh prišli do kosil, so bila... Se spomnim, moj oče je nekaj časa govoril samo v verzih, kar tako vsakdanji govor, in je sploh tak, bom rekla, norčal, ampak zelo rad še danes pri 92, ko je popolnoma priseben in umsko močen in odprt, rad pogleda na probleme čist druge perspektive, kot je navada. Tako da me zmeri še danes, me še zmeri vsak dan znova preseneča, kako zna videti nekaj drugega, neke druge kvalitete, neke druge, se pravim, perspektive. In to je izrednega pomena za vsakega ustvarjalca, pa ne samo za ustvarjalca, tudi za družbo. Mislim, da danes kot družba potrebujemo nov pogled. Potrebujemo nekaj, nov pogled, in nov pogled na vrednote, kaj želimo. To. Gotovo pa tudi zaradi tega družinskega miljeja ni naključje, da ste delali kot lektorica in dramaturginja v različnih slovenskih gledališčih. Ja, to je res. Začela sem kot učiteljica, ker moja želja je bila nekdaj ljubezen do poezije in se reka, to moram jaz. To je tako človeško, to je tako globoko, se dotika vsakega od nas. In kogar vprašam, reče, poezija pa ni zame. Ne, samo odpreti je treba pot do poezije. In sem si zastavila, da moje delo kot profesorice slovenščine je, da iniciram dobesedno v poezijo čim več dijakov. In to je bila moja osnovna želja in pravzaprav, mislim,
Na kreativni delavnici seveda pridejo že tisti, ki so inicirani, da rečem, se pravi, ki jim poezija nekaj pomeni, ki živijo zanjo, nekateri zelo resno, čeprav so amaterji, a ne. Ampak lepota, ki je v jeziku, in vednost in modrost, ki prihaja od neke davnine in ki gre skozi jezik in skozi to, bi rekla, tudi živi dotik v jeziku v prihodnost, je zame tista osnova ali pa temelj, na katerem sploh lahko gradimo družbeno civilizacijo, vse tisto, kar je človeško. In zato se mi zdi tako izjemno pomembno, da se ukvarjamo s tem. Izdali ste 6 samostojnih pesniških zbirk, pa ne samo to. Vaše pesmi so objavljene kar v 50 antologijah širom sveta in kar v 24 jezikih. Kako vam je uspelo s poezijo, ki vendarle ni najglasnejši, nek najudarnejši medij, tako prodreti v svet? Pravzaprav je poezija zaradi svoje drobnosti v primerjavi z kakšnim romonapiscem bolj hvaležna. Ker recimo v antologiji se lažje znajdeš s 3 pesmimi, recimo tudi lažje jih je prevesti v zelo eksotične jezike. Nekaj časa sem sploh zbirala, kakšne še bom prevedena, potem pač se nisem več s tem ukvarjala. In je to pravzaprav malce laže, v primerjavi z dramatiko sploh ali pa prozo. Po drugi strani je pa za nek tak resnejši prodor, danes proza bolj hvaležen medij, ker če zdaj prevajajo Frankfurt je pred vrati, je več zanimanja za romane in za kratko zgodbo kot za poezijo. Ne vem, kdo je že rekel tako v šali, da ne glede na število ljudi v nekem narodu, je tistih, ki se zanimajo za poezijo, zmeraj enako, in to je 7. No, ampak včasih je še težje kot prodreti v svet, uspeti in biti priznan doma. Vi ste vendarle bili nagrajeni tudi doma v Sloveniji, se pravi, že za prvenec Ostrina Miline ste dobili nagrado Slovenskega knjižnega sejma. Za zbirko Pridem takoj pa Veronikino nagrado. Nedavno je bila podeljena nagrada Kresnik za izvirni slovenski roman, ki mislim, da v slovenskem prostoru kar dobro utira pot knjigam med bralce. Kako pa je s slovensko poezijo? Kaj vam pomenijo nagrade in ali so vam odprle kakšna vrata? Ja, sigurno. Nagrade so, kaj naj rečem, dvorezni meč, in to zaradi več razlogov. Prvi je to, da dejansko imajo vpliv na to, koliko si znan. Pa ne samo to, ampak v tem sistemu, v katerem živimo, brez nagrade bi jaz bila težko samozaposlena pesnica, tako da rečem. In štejejo se pač tudi za preživetje, se pravi v sistemu štipendij za vrhunske oziroma za prepoznane avtorje. Po drugi strani pa seveda je vsakokratna nagrada odločitev komisije, ki je taka pač kot je. In sem prepričana, da ne glede na to, koliko je nagrad in kdo jih podeljuje, da je zmeraj nekaj spregledanega. In se ukvarjam z mislijo, da bi pravzaprav začela neko serijo branj oziroma pogovorov o pesniških zbirkah, ki so že stare ali pa zelo stare ali pa pol pretekle, te so mi še najbolj zanimive. In niso doživele ali pa nimajo več tega odmeva, kot se mi zdi, recimo, da ga imajo zame ali pa da so ga imele ali pa da bi si zaslužile. Tako da je čas tisti pravi sodnik, ne nagrade, ki so podeljene iz tega istega sočasnega trenutka, ampak pravo vrednost pravzaprav tvoji sinovi oziroma hčere in vnuki oziroma vnukinje določajo, se pravi, gre za generacijo nazaj.
No, vseeno pa ste med soustanoviteljicami nagrade, se pravi mednarodne literarne nagrade Kons, z dvema, bi rekli, pesniškima sestrama, ko ste prej govorili, Tajo Kramberger in Tatjano Jamnik. Nam poveste, kaj o tej nagradi še mogoče? Ja, to je bila nagrada. Idejo je Krambergerjeva pač nagovorila še naju. Jamnikova je ostala v Sloveniji, Krambergerjeva se je pač odselila v Francijo, v Pariz, zaradi družbene klime, ki je bila zaradi njene kritičnosti zelo, bi rekla, nemila, milo rečeno, nemila do nje, torej zelo sovražna. In je šla, se je odselila, velika izguba za Slovenijo. Jamnikova pa še ustvarja in vztraja z založbo Police Dubove in dela zelo pomembne stvari. In to je bila nagrada, ki naj bi bila podeljena, ki je bila, ne samo naj bi bila podeljena in večkrat in je še se podeljuje ljudem, ki pišejo transformativno poezijo, to je prav Krambergerjeva razvila, se pravi, ki odpirajo te nove poti, nove poglede na, bi rekla, na življenje, se pravi, ne tisto, kar je privajeno, znano in tudi nagrajevano, ampak ki so nekako na robu in so res raziskovalci novega, no, v tem smislu. In tudi družbeno stojijo na tem jasnih družbenih stališčih. Ja. Da je poezija lahko tudi družbeno kritična, oziroma ne samo intimna, ampak tudi v tem smislu družbeno formativna, mogoče dokazuje tudi en drobec iz vaše pesmi iz zbirke Vmes. Takole ste zapisali: Svoboda je torej nekaj za obleči in vlada okupira lastno ljudstvo. To zveni zelo aktualno in te verze bi si bilo prav mogoče zdaj sposoditi za kakšno parolo sodobnega časa. Ja, sej je bilo, se spomnim, to je bilo prav v Neaplju, smo bili na enem pesniškem branju, ko je nenadoma sem ugotovila, da je beseda svoboda povsod in je zlorabljena, prav zlorabljena v smislu obleci to in boš svoboden, pošpricaj se s tem parfumom in boš svoboden. Ne? Skratka, to sem nekako dala v pesem in seveda takrat je bil tudi prvič, je bila Slovenija začena ker besed mi zmanjkuje od gneva in groze, kaj počnemo sami sebi. Prvič smo se začeli ograjevati z bodečo žico. Ljudje, ki živijo tam, imam prijatelje in so še zdaj zgroženi. Mislim, saj človek potrpi in pristane na to, da se zmanjša kvaliteta življenja, da se zmanjšajo možnosti, ker se zdi, da kot ne gre drugače, ampak trpljenje je pa veliko in ostaja. In mislim, da se v teh petkovih protestih tudi na nek način kaže to trpljenje, ta stiska znotraj tega. Ja. Ampak s poezijo in umetnostjo bomo mogoče vsaj malo poskušali kljubovati temu. Če se pomudiva še samo pri vaši zadnji pesniški zbirki Vmes, na Primorskem smo jo z veseljem brali leta 2017 v projektu Primorci beremo, je pa od nje so minila že 4 leta, minevajo dobra 4 leta. Se je že nabralo dovolj pesmi za novo? Ustvarjam nekaj, ampak mi gre zelo počasi in to zato, ker se tako temeljito notranje spreminjam. Moram reči, da tudi med 3. in 4. je bilo 7 let in tudi tam sem doživela en tak velik, pravzaprav zame velik, notranjo transformacijo. Tako da je nekaj podobnega je zdaj. Tako da ne vem, če bom še šla. Imam nekaj v delu, ampak nisem zadovoljna. Iščem in ja, dokler ne bom zadovoljna, ne bom šla s tem v javnost.
ampak bralke in bralci se veselimo tega. Najlepša hvala, gospa Barbara Korun, za ta prijeten klepet. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.